Po več kot dvomesečnem odmoru, da tako rečem, se je izvedla 15. mestna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj. Minila je v spremenjenih razmerah v skladu z navodili vlade glede preprečevanja širitve koronavirusa. Tako so se mestni svetniki dobili v večji dvorani in dejansko zaključili novo sejo. Kar je zanimivo je to, da smo najprej obravnavali poročilo o porabi proračunske rezerve. Vemo, da je mestni svet na dopisni seji sprejel višino proračunske rezerve za primer preprečevanja širitve koronavirusa, in sicer v višini 800 tisoč, namenjeno za stroške ukrepov zaščite in za zajezitev epidemije koronavirusa. Evidentiranih stroškov do sedaj je bilo za nekaj več kot 38 tisoč evrov. Šlo je pa za nakupe različnih zaščitnih sredstev, od razkužil, zaščitnih mask in podobno. Sredstva so pa šla tako enotam civilne zaščite, gasilsko-reševalni enoti, Komunali Kranj, prostovoljcem, občanom in pa javnim zavodom. V nadaljevanju so se obravnavale tudi kadrovske zadeve, in sicer potrdila sta se nova mandata za dva nova člana mestnega sveta Liste Zoran za Kranj, in sicer nova člana sta Gašper Peterc in pa Gordana Grobelnik. Prav tako se je po odstopu Mateja Pirca imenoval nadomestni član nadzornega odbora Mestne občine Kranj, to je gospod Dušan Josevski, in pa imenovali so v Senat za reševanje pritožb zoper delo policistov 3 člane, in sicer Aleša Bizjana, Stanislava Lončariča in pa Aleša Trilarja. Pozitivno mnenje kandidaturam za imenovanje ravnateljice osnovne šole Mateja Čopa pa je bilo dano Luciji Rakovec, Nataši Durjava in pa Kristini Zopančič. Dodatno pa seveda najbolj vroča točka včerajšnje seje je bilo imenovanje Tomaža Vilfana za direktorja javnega zavoda gasilsko-reševalne službe Kranj, in s tem je nastopil 4-letni mandat. Mestni svetniki so obravnavali tudi poročilo Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Začel se je namreč postopek za razrešitev direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Glede na očitane kršitve so mestni svetniki sprejeli sklep, da se dejansko pridobi njegov vid očitanih kršitev. Gre za to, da se ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda, da je neutemeljeno ni izvršil sklepov organov zavoda, kot na primer oddaja prostorov kavarne Kizlštajn, da je malomarno opravljal svoje dolžnosti tako, da je otežil in onemogočil upravljanje dejavnosti zavoda, prepozna gradiva za seje sveta zavoda, neurejena pooblastila v času njegove odsotnosti, in mestni svet je na osnovi tega pozval direktorja, da se v 15 dnevih od prejema sklepa izjasni o očitanih kršitvah. V nadaljevanju so mestni svetniki obravnavali tudi nekaj premoženjskih zadev, in sicer prenehal je obstoj javnega dobra zaradi prodaje lastnikom sosednjih zemljišč na 3 parcelah v Nemiljah, eni v Zgornji Besnici, in pa zaradi izvedbe podjetniškega inkubatorja in 2 parcelah v Čirčah. Prav tako so mestni svetniki sprejeli sklep, da se kupijo prostori od Telekoma Slovenije za potrebe širitve vrtca in za parkirišče v Mavčičah. Obravnavan je bil tudi zaključni račun Mestne občine Kranj za leto 2019. Realizacija proračuna za leto 2019 je bila v višini 85,6% oziroma dobrih 56 milijonov evrov. Prišlo je namreč do časovnega zamika pri realizaciji investicijskih projektov, ki so sofinancirani s sredstvi Evropske unije oziroma države. Gre za primer Gorki 2, potem za podružnično šolo osnovne šole Simona Jenka Center in pa za urbano prenovo Kranja. Obravnavali v nadaljevanju so se tudi poslovanje javnih zavodov v Mestni občini Kranj za leto 2019. Vseh 33 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica Mestna občina Kranj, je v letu 2019 pozitivno poslovala, razen kranjskih vrtcev, ki so izkazali dobrih 20 tisoč evrov izgube
predvsem na račun sanacij in se bodo pokrili s presežki prihodkov v letu 2020. Kot zanimivost povem, da je bil sprejet tudi odlok za razveljavitev odloka o javnem zasebnem partnerstvu za osnovno šolo Staneta Žagarja. Mestni svetniki so odlok razveljavili, ker se je pri ponovni presoji projekta izkazalo, da ga Mestna občina Kranj lahko izvede v lastni režiji in zato pridobi tudi sofinanciranje iz evropskih skladov in pa ekosklada. V prvo branje sta šla tudi dva predloga za nov odlok, in sicer odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj. Poglavitna vsebina tega odloka je določitev območij, na katerih je potrebno soglasje za spreminjanje mej zemljiških parcel skladno s pogoji, ki so določeni v prostorskih aktih. In pa potem je predlagana tudi sprememba in dopolnitve zazidalnega načrta za območje šolskega centra Zlato polje. Namen je namreč, da se okolica šolskega centra funkcionira kot celota s priključkom na mestno vpadnico, stanovanji, morebitnim poslovno-trgovsko dejavnostjo in pa parkirišči ter zelenimi površinami. Mestni svetniki so ponovno odločali tudi o oprostitvi najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in krajevnih skupnosti, kajti zaradi sprememb interventnega zakona za nepremičnine v lasti države in občin so svetniki potrdili, da se sklepa sprejetega na aprilski dopisni seji ne sprejme, kajti zakon je nadrejeni akt temu sklepu Mestne občine Kranj in zato so sprejeli sklep, da se ta sklep ne sprejme.